Alo, snima to. Kje ste folk, kva dogaja? Dide tle vse dogaja, your boy Dinoti is here, kakor bi Američani rekel. Tole vzad, kakor vidite, je kolo. Kolo od moje eske. In vsi tisti, ki mi sledite na Instagramu, veste, da se jaz ful ukvarjam s svojim avtom in dejansko za hobi, ko meni dolg čas menjam amortizerje. Ampak tokrat namen dvigovanja mojega avtomobila, no ste mislili kaj drugega, je menjava ploščic. In sicer par vlogov nazaj ste gledali, da sem zamenil dejansko sprednje diske in ploščice in avto bremza, ki svina še malo preveč bremza v spred, tako da dejansko mi sprednja kolesa so začela blokirati, ker hod bremzanja se je zmanjšal in ne rabim veliko pritisnem dejansko, da kolesa zablokirajo. Kar mi ful ni prijetno pri 150 na uro. Tako da prva stvar proti temu, da rešimo ta problem, je, da zamenjamo ploščice in sicer vzad imam še vedno normalne ploščice in jih bomo zamenjali za Ferodo Racing 2500. To so v bistvu racing ploščice, katere jaz uporabljam za ulice. Takole je ful debela, kao ima neko športno varianto zmesi, da bolj zdrži temperaturo, ampak za kaj bolj podrobnega pogooglite. Moje je danes, da zamenjam dejansko ploščice na S2000, nisem še nikoli to delal, tako da bo kar izziv. Ampak, kakor veste vsi tisti, ki mi sledite na Instagramu, prejši sem glik zrihto ležaje na veš mašini, pravimo mi businci. In dela, za zdaj dela. Tako da, ajde, ne bom več preveč govoril, gremo tole zamenjati. Prvo, kar bomo naredili, bomo dali rokavice. Tokrat snemam s svojim DSLR-jem in če bo malo zoom zajebaval, jebaj ga, stari moj. Kamera je stara 8 let, za njo sem dal Jurja in nimam za novo. Tako da, tako kot sem rekel, prvo damo rokavice, safety number one priority. Čerka sem menil ležaje na veš mašini, starjene, parkrat sem se tako žvajznil po prstih, v smislu sem vse skupaj potrgal, ampak tale zadeva je rešila, tako da tukaj bomo uporabili tudi rokavice, ker nočemo ostati brez nohtov. Ok, ker je moj avto dejansko toliko nizek, moram vedno uporabiti original dvigalko, da ga malo dvignem. Kakor veš, dvigalka je še vedno cela po 20 letih, ker se pač ne uporablja toliko veliko. Potem pa uporabimo hidravlično dvigalko, katera je pač previsoka. In potem jo moram dejansko postaviti zraven klasične dvigalke, da lahko dejansko dvignem kolo. Še predtem je fajn, če bi mi očeravfa kolesa, ampak ga bom glih toliko dvignil, da bom lahko kolo pobral dol. Ok, damo spod takole, pa jaz še ful rad tole do konca zategnem, da če slučajno tale hidravlična popusti, da saj je nekaj dejansko drži, ker ne bi dostal brez nog. Evo, takole. Dovolj je samo, da približaš na roko. Makneš stvari, vzameš takole vrtalko, katero sem kupil od Skubija rabljeno. Zajebeš. Kontradaš, vedno zajebem. Vedno zajebem. Vedno zajebem, kakor let se učim. Desno je vijačenje, levo je odvijačenje, jaz vedno zajebam. Vedno, stari. Ok. To naj bi bili črni vijaki. So se že malo zrajsali od vsakodnevnega gor dol. Ampak, kakor vidite, gumo je dokaj enostavno do dol. Ok, zdaj smo pa prišli dejansko do bremz, kakor vidite, so rdeče ofarbane, ker tole ti daje ne 5 konjev več. V bistvu nisem jaz to naredil, to je bilo že prej, ampak pa še v bistvu rdeče na to črno, da malo prije do izpostitve, kako se reče, do izpostavljanja bremz. Ampak ja, mogo bi se eno luč ubodati, da bo to dejansko se kaj videl. Ok, zdaj smo pripravili en ključ, Gidorco 12, en viličasti ključ 17, ščetko je kleno, mast, desno zavijem, odvijem. Glih toliko, da nagaja ta ščit, stari. Zavijem, odvijem. Najmanjšo ročico sem najdel.
ratali, ampak sam poškodoval sem se tukaj, veš, ne. Mora, veš, če hočeš biti mehanik, kar zapomni si potočeni prsti, požrte roke, sjebani živci. Zato jaz nisem mehanik, jaz sem YouTube mehanik. Je to, ba je ta dva šrafa in pa to vam porineš nekak. Sam je zaštekal za kva. Ker jaz butel imam ročno zategneno. Eto, zakaj ne moram ven dobiti. Evo, zato ni šlo ven. Jaz sem smotan, jaz pa. Ti, Dino, bi bil mehanik, stari. A osnovni ješ pojma, stari. Evo, to so stare ploščice, ne vem, koliko je izumira. Vse imajo še ful masač, čeprav sem mislil, da nimajo. A veš, kaj je ta ple? Kad ti zmanjka mase, ta plehič začne drgant po temule in potem začne cilt. Če si včasih slišal kakšen avto, no, to pomeni, da ima zjebane že pločice. Koliko jaz vem, moram dati ta železa tukaj dol. Vidiš? Ta želečka, ta je spoden, ta je tukaj zgoren. Poleg treba malo spucati, pa tele tukaj treba dati dol, pa na tele dati gor. Bakrena mast, da lažje prenaša toploto, pa da ne cili vse skup. No, ga zdaj tukaj damo. Tako je zdaj to skupaj, vidiš, kaj ima tak križec, to ti je za ročno. A veš, ti moraš v bistvu tisti cilinder, oziroma bat, nazaj obrniti, da lahko sploh daš zraven. Ampak, ko sem jaz gledal na YouTube, lahko ti to z gedorco. Ampak to je ena posebna 3.8 gedorca, katere jaz nimam. In zdaj moram jaz do kolegov, da mi posodijo to napravo, da lahko dejansko nazaj zašarafam. Vmes in pa še sladoled prvoščo. Gremo z mojim ponjem. Prasem. Evo, skor sem fuknul, jebote! Skor sem se razbal, kaj to? Daj človek, majke ti za štelanje bremze, no. A imaš? Nemam. Nima, kakšen si ti mehanik, stari, nima. Gle, on šrafa in nima, stari. Nima. Daj mi 3.8 pol, saj, ti, to mi da. A je? Nemam, ni. Nima. Je on mehanik. Grem zdaj do drugega. Ajde. Je to nov bat, nov cilinder, vse novo, stari. Sam pali pa vod. Daj mi posod, prosim, za bremze tisti. Evo, lej. A si pa pravo že? Evo, ljudi moji, kva rabite. Tole rabite. Manjkajo... Daj mi povej, kako sploh dela s tem. To si ti pogrunte, to je na YouTube vse. Na YouTube vse vidiš. Zdaj si še ti na YouTube. Daj. Hvala ti, stari. Evo ti ga. Ajde. Vedno se lahko zanesem na svojega prijatelja, bivšega sošolca Simon Rusa. On je drugač mehanik, če rabite, javite se. Sam rečete, Dinoti me poslal, vidiš, to je ta zadeva, s katero vračaš. Tale batek in zdaj moraš po moje najde ta, kako bi rekel, pravilni nastavek. Dejansko ta sami postopek ni težek, ampak ker jaz tega nisem še počel, sploh ne na tem avtu, v bistvu sploh nisem nikoli menil zadnjih ploščic, vedno sem dal kolegom, da sem naredil, sem tokrat rekel, da bom sam naredil in ni toliko težko, no, samo moraš imeti orodje, voljo, pa moraš nekako vedeti postopek, se dejansko se itak učiš skozi napake. Zdaj dam kolo nazaj gor in ponovimo še na drugi strani. Zdaj pa ful važno, da zategnemo s pravilnim momentom. Jaz imam tam na 11 kg naštiman in dejansko, ko ti recimo zategneš,
On poči, ko poči, je to. Vedno križno. In to je to. Tole ti lahko prešparam matice, stebeljne vijake, katere sem jaz zamenil, zato ker sem jih pač sfukal, ker tole lahko zategne ful. No, zdaj gremo pa ponoviti še na drugo stran, pa gremo pa na tesno vožnjo. Stari moj, a si ti videl tole? Stari, jaz sem ga bubnil z nosom, ker sem 13 zgubil in pol 100 malo delam, pizda. In ne morem sploh. In zdaj, ko sem ga odvil, sem udaril z nosom v fucking avto, stari. Mislim, da sem nos zlomil, stari. Kako je počal. In zdaj imam prav boksarski, prav usula mi se kri. Stari, imaš, ko se mrda. Ko je naredil. Sem že vzel led. Kako do zlomljenega nosa zmenjavo ploščic na avtomobilu? Preprosto. Glejte, dinoti je v video. Shit, stari, gledaj. Mislim, da se tukaj zlomil, že tako imam gefufno. A je kaj kriv? Malo mi teče. Evo, kri. Znači, ploščice se ne bojo zamenjale same, tako da jih moram narediti kljub temu, da sem si poškodoval nos. Ampak sem ga odvil. Zgubil sem 13 za veliko gedoro. Glej, prečiš, kad sem šrav. In zato sem porabil to malo, imam mehno ročico, obrabil s full sile in bum, in prebijem stari moj dum v karserijo. Ampak tako je, shit happens, nimaš kaj. Zdaj smo dejansko dal dol, zavrtimo še tega. V bistvu sem ugotovil, da sem zajebil tam na unji strani. Tukaj je en tak krogec, ne vem, če ga vidite. Ta krogec prije za na unjo stranka prije v bistvu bat, ki potiska na vse skup, tako da sem mogel unjo stran še enkrat jeti in dati ven. Jaz vedno tako delam, en korak naprej, 2 koraka nazaj, en korak naprej, 3 korake nazaj in tako so moji šraufarski dnevi. Pa še nos si zlomim. Evo, zdaj, ker so kakšni fani videli, pa zdaj vračajo se nazaj. Pa zdaj, kaj sem ti rekel zdaj, pa zdaj. Evo jih, že hodijo okolo. Kdo se je daril prejšič, Dino? Mrt fotor popizdeli živi. Je pa avto. Staro je to, ko Grčka, stari. Ko gre, kot pogleda. Koliko mu daš? Pa gre pa še več. Za šalo. Ta avto kličejo Happy Tail. Ne pa še bolj staro odzad, kaj pa to? Tisti Pony Express, tisti je pa staro, jebote, tisti je pa po moje. Kako ti je sploh ime? Lev. L-E-U. Lev. To je kvaj, kakšno je to ime? Životinsko jebote. Ma, kajači, moški dinoti. Ajde, Leve, uživaj. Ćao. A veš, ti moraš ustati, stari moj, da ti to dobiješ not. Ne daj Bože, da bi ti to lahko sedi. Pa ti se moraš jebati na kolenih, da ti pol to zategneš in pol gre. A ne more to, da lepo jaz ležim, pa da jaz lepo zategnem. Ne moraš se ti jebati, stari. Ti jebem, ti kočice mi je že žal. Pa kad narediš ti cool, sam naredil, ali daj ti povej folko, da si ti nos razbol zraven, kad smenu ploščice. Ona fora, veš, kaj sem pozabil? Nekaj sem zihar pozabil. A dok ti to vse ne sestavaš, ne veš. Zdaj se bojim zategovati, k hudič križa, stari. Grem menjati ploščice in sjebe nos. Moja izkušnja je bila vesela in boleča, naučil sem se veliko, tudi kako se postaviti, kad se šraufa in gled, zamenil sem ploščice sam. Hvala lepa, še enkrat se vidimo, lajki, šeri, subscribi, vspod imam neke majice, če te zanimajo, kup, podpri malo pač kanal, če bi rad kakšno donacijo dol za dinotija, tudi spod imaš link, bi bil hvaležen. In fajn se imejte do naslednjič, bom videl, kaj bomo delali. Ajde.